Pridobili okoljevarstveno dovoljenje za deponijo Globoko. Obnova ceste na Prekopi. Jubilejni semani dan. Lepo pozdravljeni. Po več kot enem letu lahko na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko spet odlagajo odpadke. Komunali Trebnje je namreč uspelo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naslednjih 10 let z možnostjo podaljšanja. S tem so status odlagališča uredili predvidoma do leta 2029. Spomnimo, odlagališču je okoljevarstveno dovoljenje poteklo že leta 2009, lani aprila pa je na podlagi odločbe Inšpektorata za okolje prenehalo obratovati. Komunala je tako najprej nehala pobirati odpadke, nato so jih začeli voziti na druga odlagališča, na koncu pa so se odločili za cenejšo varianto. Začasno so jih skladiščili v Globokem. Mi smo že v lanskem letu začeli nek postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bil samo za tiste kapacitete, ki jih imamo zdaj razpoložljive, se pravi za prvo etapo prve faze, vendar smo potem ugotovili, da nismo mogli zagotoviti finančnega jamstva in da dejansko na tak način okoljevarstvenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti. Z Agencijo za okolje in pristojnim ministrstvom so nato našli drugačno rešitev, in sicer pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za celotne kapacitete prve faze. Meni je res veliko veselje in sem zadovoljen, da smo to svojo nalogo opravili, zato ker to pomeni, da bomo lahko stroške za ravnanje z odpadki ohranili na podobni ravni, kot so sedaj. Dolgoročno, jasno, treba bo zagotoviti še v ceni finančno jamstvo in deloma stroške infrastrukture. To bi lahko ceno storitve ravnanja s komunalnimi odpadki podražilo za okrog 30%. A Tomšič opozarja, da če bi morali odpadke odlagati na drugih odlagališčih, bi to lahko pomenilo nekajkratno povišanje cene za uporabnike. Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja so sicer morali urediti čiščenje izcednih voda, ki smo ga zdaj zagotovili na tak način, da bomo te vode čistili na čistilni napravi v Novem mestu. Dolgoročno pa nas verjetno čaka izgradnja lastne čistilne naprave, ki bo tudi bistveno zmanjšala višino finančnega jamstva. Poskrbeti bodo morali tudi za obdelavo odpadkov pred odlaganjem. Do konca leta 2015 bodo lahko na samem odlagališču ročno obdelovali odpadke pred odlaganjem, potem pa bodo morali poskrbeti za mehansko obdelavo odpadkov, in sicer s pomočjo zunanjega partnerja. Čaka jih tudi naložba v širitev odlagalnega polja, saj je zdaj zgrajena le prva etapa. A ker odlagalno polje zadošča le še za nekaj let, bodo morali čim prej pristopiti še k izgradnji druge in tretje etape, dodaja direktor. Mejno naselje med občinama Šentjerne in Kostanjevica na Krki, Prekopa, je v tem času gradbišče. Poteka namreč dolgo pričakovana obnova zelo dotrajane državne ceste. Prvi del v dolžini 800 metrov so posodobili pred slabimi 3 leti. Zdaj pa je na vrsti še približno 550 metrov cestišča. Cesta je potrebna obnove vse do obvoznice v Kostanjevici, saj je polna udarnih jam in posledično nevarna. Tudi ten smrtni primer je bil tukaj pred leti. Enega otroka je eden povozil. Predvsem tamkajšnji prebivalci, pa tudi tisti, ki se dnevno vozijo na relaciji Šentjerne in Kostanjevica Krško, so čakali na začetek obnove. Zdaj pa še sploh, ko smo vedeli, da je okoli na kolju. Se vse obnavlja in vse rehta. Nam se izdelo, da smo pa nekje na repu. A bodo naposled le prišli do preplastenega cestišča, kolesarske steze, pločnika, avtobusnih postajališč in vodovoda. Zaradi težav, ki so jih na tamkajšnjem območju povzročale zaledne vode, pa bo občina uredila še meteorno kanalizacijo. Se pravi, druga faza obsega izdelavo, ki je končana mostu čez Lačni potok, in pa še 600 metrov, 540 metrov ceste. Z enako opremo, se pravi, s tem, da je tukaj dodatno še občina investira v fekalno kanalizacijo. Naložba, ki jo vodi Direkcija za ceste, soinvestitor pa je kostanjeviška občina, je vredna približno 890 tisoč evrov. Delež občine bo skupaj z meteorno kanalizacijo približno 400 tisočakov. Obnovo naj bi končali do konca septembra. Tukaj je še predvideno nadaljevanje, se pravi, kompleten projekt je vsega 2 km, se pravi do vasi Dobrava pri Kostanjevici, torej še naslednjih 800 metrov. To je tako imenovana tretja faza.
za katero so se z direkcijo že dogovorili o postopku izbire izvajalca v tem letu in izvedbi v prihodnjem, a je ta čas vse še pod vprašanjem, pravi Rostohar. V občini Straža se ta čas ne le pripravljajo na poletne prireditve, ampak izvajajo tudi pomembne infrastrukturne naložbe. Tako med drugim končujejo obnovo zdravstvenega doma. V zvezi s tem še čakajo na sklep o odobritvi sredstev iz razpisa. Zdravstveni dom je obnovljen, z izjemo stanovanja v podstrešju, v katerem še biva občan. V zvezi z njegovo preselitvijo sicer občina že dobro leto čaka na odločitev sodišča. Objekt je namenjen zdravstvu, pa ni upoštevalo, da smo mi stanovalcu predlagali in z najmanj 4 ustreznejša in boljša stanovanja, kot je ta. V podstrešnem delu že obratuje zobozdravstvena ordinacija, načrtujejo še eno ambulanto in prostore za fizioterapijo. Spodaj pa končujejo dela v 3 splošnih ambulantah. Dostop pacientov bo izboljšan tudi zaradi novega dvigala. Sredstvo smo pridobili nekje okrog 220 tisoč evrov države, investicija pa bo težka nekje okrog 500 tisoč. Denar je v proračunu občine zagotovljen, dodaja Knafelj. Na Trdinovem vrhu s 1178 metri najvišjem dolenjskem vrhu bo v nedeljo posebej slovesno. Pri koncu je namreč obnova oziroma nadkritje ostalin cerkve Svete Jere. Naložba je vredna 119 tisoč evrov, Zavodu za turizem pa je skupaj s partnerji uspelo pridobiti sredstva iz Las Lider. Sam projekt pa obsega nadkritje, ponovno inštalacijo prve kopije več kot 400 let starega kipa Svete Jere. V sklopu te investicije smo uredili tudi okolico in pa vzpostavili avtobusno postajališče tu malo niže dol. Cerkev Svete Jere je bila več kot 200 let v ruševinah, naložba pa daje Gorjancem pomembne vsebine temelječe na zgodovinski tradiciji. Nedeljsko mašo bo vodil novomeški škof monsignor Andrej Glavan, v kulturnem programu pa bodo med drugim uprizorili dogodek izpred 90 let. Ko so v času preimenovanja vrha Svete Jere v Trdinov vrh, Novomeško planinsko društvo na čelu z Doro Staretovo, to je bila hči graščaka iz Rupreč vrha, v narodni noši oblili ta Trdinov vrh s cvičkom. Slovesna maša bo ob 10. uri, odprtje pa uro kasneje. Jubilejni 10. samani dan, ki ga vsako leto pripravijo ob dnevu državnosti in prazniku krajevne skupnosti, je na Bučko, Pušelj z Dolenjske, kot tudi pravijo domačini, znova privabil več kot 100 ljudi. Vrhunec ene najbolj množičnih prireditev na Dolenjskem je bil tudi tokrat prikaz sejmarjenja na star način. Bučka je bila namreč nekoč poznana širom Slovenije, predvsem zaradi 4 živinskih sejmov. Začeli smo, lahko rečem, skromno, če primerjamo z današnjimi razmerami, z današnjim vzdušjem, tukaj smo začeli skromno, z nekaj stojnicami, mislim, da je bilo 9 kramarjev, danes jih je tu stojnic čez 30, kramarjev čez 30, tako da je se pravi razvoj tega dogodka velik. Za nemoten potek prireditve je tudi tokrat skrbelo približno 150 prostovoljcev iz skorajda vseh na Bučki delujočih društev. Nekatera med njimi prav letos praznujejo tudi okroglo, 10. obletnico delovanja. Številni obiskovalci pa so si v dvorani tamkajšnjega kulturnega doma ogledali še v okviru 9. ocenjevanja, tretjič je to potekalo tudi na državnem nivoju, pripravljeno razstavo šarkljev. Letos je prispelo na ocenjevanje šarkljev 63 izdelkov. 5-članska komisija je imela dovolj dela, ocenila je pa 6 zlatih, 26 srebrnih, 17 bronastih in 14 zahval. Moram povedati, da se je šarkelj zelo pogosto uporabljal predvsem na svadbah, torej porokah, in da ali je to žal ali mogoče kdo drugače misli, vendar ko se je pojavila torta, so svadbeni šarkelji pravzaprav izginili iz naših miz, tako da takrat in seveda šarklji so se delali tudi ob drugih prilikah, torej veliko ob raznih praznikih, predvsem cerkvenih. V skladu s tradicijo so na semanjem dnevu podelili še priznanje krajevne skupnosti. To je za voljo nesebične pomoči krajanom in društvom romalo v roke domačega podjetnika Mirka Hočevarja.
Kako izdelati svoj cvetlični aranžma za velike prostore ali posebne priložnosti? Ste se tudi sami kdaj znašli pred tem izzivom? Skrivnosti te umetnosti so spoznavali ljubitelji cvetja na Zaplazu. Srečanje je bilo namenjeno tako tistim, ki jih cvetje zanima zgolj ljubiteljsko, kot tistim, ki se s tem ukvarjajo profesionalno. Pravzaprav je cvetje nekaj, kar nas vedno znova povezuje, nadgrajuje vse naše lepe dogodke v življenju in cvetje je prisotno od rojstva pa vse do smrti in s cvetjem radi obeležimo dogodke v našem življenju. Delavnico je vodila nizozemska floristka, ki podobne predstavitve pripravlja po vsem svetu, v svoje delo pa vključuje tudi posebnosti iz posameznih kultur. Najprej je treba s cvetjem delati spoštljivo. To je zelo pomembno. Podobno je kot pri hrani. Ljudje večkrat mislijo, ko govorimo o cvetju, da to raste samo. Vendar potrebuje veliko hrane. Pravi način za to, da cvetje lepo uspeva, je poleg pravilne hrane tudi skrb za čistočo in obrazovanje, še dodaja. Zgodba Primoža Kobeta, novomeškega maratonca, je zgodba o uspehu. Kot rekreativec je dosegel nekaj odličnih izidov, kar ga je prepričalo, da se tej panogi posveti tudi poklicno. Želja po novih, boljših rezultatih se je pri Kobetu razvila zelo zgodaj. Vrhunec pa je doživel z udeležbo na lanskih olimpijskih igrah, ki so bile zanj nepozabna izkušnja. Vendar gleda že naprej. Letošnjo sezono bom na žalost mogel spustiti, naslednjo leto pa evropsko prvenstvo, potem pa si želim državnega rekorda v maratonu. Jaz mislim, da sem sposoben in potem Rio olimpijske igre. Sigurno da je cilj, tudi moj cilj kot trenerja, da se ta rekord enkrat zboljša. Je pa dejstvo, da to ne bo tako z lahkoto. Kot rečeno, res organizem mora zdržati, bom rekel, še močnejše treninge. Ker je Kobe zelo hitro prišel do vrhunskih rezultatov, je ta poškodba nekoliko zavrla njegove načrte. V bistvu izkoriščam za tiste stvari, ki jih prej nisem imel čas. Je pa tu v bistvu neka priložnost za osebno zorenje, bi rekel, za druge stvari in mislim, da taka poškodba te kvečjemu krepi kot osebnost. Tudi Kejžar verjame, da bo Kobe po poškodbi potreboval nekaj več časa, da se bo vrnil še močnejši, a uspešni tandem ne dvomi v uspeh. Za konec današnjih novic še vesti z naše hiše. Dopoldne je v prostorih televizije potekala 27. skupščina družbe. Za televizijo je še eno izjemno zahtevno in težko, a kljub vsemu uspešno leto, je poudarila direktorica televizije Novo mesto Irena Vide. Predstavniki družbenikov, ki so poleg zaposlenih in nekdanjih zaposlenih tudi Krka in 9 občin jugovzhodne Slovenije, je odločalo o sprejetju letnega poročila in razporeditvi poslovnega rezultata za leto 2012. Prisotni družbeniki so soglasno sprejeli letno poročilo in se seznanili z načrtom za leto 2013 s poudarkom na ohranitvi programa s statusom posebnega pomena v javnem in kulturnem interesu. Tudi v prihodnje se bomo torej trudili, da bomo s pestrimi vsebinami zaznamovali vaš vsakdan. Za nami so zadnje sredine junijske novice, lep poletni večer in nasvidenje do jutri.